Glavna prioriteta, ki si jo je koalicija zadala ob začetku mandata, je reševanje slovenskega javnega zdravstvenega sistema. V strankah koalicije smo skupaj identificirali več problemov, ki jih moramo popraviti. Glavna sta odprava popoldanskega dela zdravnic in zdravnikov pri zasebnikih ter razmejevanje javnega in zasebnega zdravstva. V Levici nas skrbi, da imamo danes pred sabo zakon, za katerega obstaja nevarnost, da bo zasebno zdravstvo nezdružljivo spojil z javnim. Po amandmajih, ki smo jim nasprotovali že na odboru, je odpravljena še zadnja varovalka, ki jo je predlagalo Ministrstvo za zdravje samo in je preprečevala, da bi zaradi interventnih ukrepov javni slovenski zdravstveni sistem začel še bolj prevešati v tržni sistem. Predlog zakona, ki je danes pred nami, zasebnikom, koncesionarjem omogoča plačilo po realizaciji brez kakršnihkoli možnosti, da bi vlada to ustavila, če bi se začelo ravnovesje opravljanja storitev množično prevesati z javnih zavodov na stran zasebnikov. Ti bodo na tem kovali dobičke, siromašili javno blagajno, dobičke pretapljali v zasebni kapital, predvsem pa širili svoj tržni delež, kar bo na koncu privedlo do zloma financiranja javnega zdravstva. A za to ni nobene potrebe. Možnost vlade, da prekine izvajanje teh določb, je bila zakon zapisana prav zaradi tega, ker smo se vsi strinjali, da gre za kratkoročne, nujne ukrepe. Ukrepe, s katerimi želimo skrajšati čakalne vrste, ne pa bistveno spremeniti podobe slovenskega zdravstvenega sistema in razmerij med javnimi zavodi in zasebniki. Ministrstvo za zdravje je napovedalo, da bo na podlagi izsledkov in analize delovanja interventne zakonodaje pripravilo premišljeno reformo zdravstva, ki ne bo sprejeta po nujnem postopku in v okviru sprejemanja katere bo potekala dejanska in široka vsebinska usklajevanja. Torej gre za nekakšen testni projekt, ki pa žal na široko odpira vrata zasebnikom. Zato je v tem trenutku še toliko bolj pomembno zavedanje, da ko enkrat nekaj daš, to težko vzameš. V poslanski skupini Levica nas skrbi, da lahko spremembe v tem zakonu vodijo v nadaljnjo razgradnjo javnega zdravstvenega sistema. Stanje, v katerega bo sistem pripeljan, bo izredno težko popraviti in spraviti nazaj in težko bo presekati s privatizacijo, ki se po mnenju številnih poznavalcev področja pospešeno dogaja že desetletja. Ministrstvo je samo večkrat poudarilo, da so covid dodatki, ki jih je prejšnja vlada delila nenadzorovano in brez haska, nekaj, na kar so se vsi v zdravstvenem sistemu navadili in kar zdaj neupravičeno zahtevajo. Zdi se, kot da tega spoznanja ne znajo upoštevati pri svojih načrtovanih ukrepih. Skratka, gre za kratkočasne ukrepe, za katere se bojimo, da ne bojo skrajševali čakalnih vrst, bistveno pa bodo spremenili podobo slovenskega zdravstvenega sistema in razmerij med javnimi zavodi in zasebniki v korist slednjih. V poslanski skupini Levica zato zakona ne moremo podpreti, saj je v nasprotju z osnovnim interesom vsake prebivalke in prebivalca te države na področju zdravstva, to je močan javni zdravstveni sistem.